Prenova meščanskega stanovanja v središču Ljubljane je lep primer, kako lahko iz dobro zasnovanega stanovanja z ustvarjalnim pristopom arhitektov nastane bistveno izboljšano, posodobljeno in novi lastnici prilagojeno stanovanje. Hkrati se je v njem odprla popolnoma nova barvna paleta. Kar nekaj drznosti in nekonvencionalnih arhitekturnih rešitev odlikuje tole prenovljeno meščansko stanovanje. Na delu pa sta bila tudi odprtost ter lep estetski čut lastnice. Ana, tole stanovanje se zdi, da ima neko zgodovino. Kakšna je njegova zgodba? Objekt je bil zgrajen leta 1928 za uslužbence železnice. Kasneje ga je sestra od lastnice kupila nekaj let nazaj in je v njem živela kar nekaj časa. Tako da zdaj pred časom se je pa lastnica odločila, da bo tukaj doma. In kakšno je bilo najprej stanje, preden ste se lotili prenove, preoblikovanja? Pa stanje je bilo v resnici niti ni bilo tako slabo. Občasno dobimo v slabšem stanju stanovanja oziroma objekte za prenovo. Kar se nam je zdelo pa zanimivo pri tem stanovanju je pa tudi, da ima izjemno velika okna, oziroma kar velika okna, kar pomeni, da je zelo svetlo. V bistvu ima čez celo daljšo stranico precej enih oken, medtem ko so tudi proporcije samega stanovanja zelo lepo organizirani, tako klasično meščansko stanovanje bi lahko rekli. Ja, veste kako, časi se spreminjajo, značaji ljudi oziroma stanovalcev se tudi mogoče spreminjajo, želimo živeti bolj sodobno, tako da je tudi lastnica imela to željo, da bi v stanovanju živela mogoče malo v bolj odprtih prostorih, bolj povezanih med sabo. Hkrati se nam je pa tudi zdelo, da razporeditev prvotna ni bila čisto optimalna za ta čas, ker je bila kuhinja ločena, oziroma je bila tam, kjer je danes spalnica, je bila pa delno namenjena bivanju, delno pa spanju. Tako da smo v resnici zamenjali malo tloris in ga bolj odprli in povezali prostore med sabo. Tako je nekdaj ločena kuhinja postala spalnica, nekdanja spalnica je zdaj dnevna soba, kuhinja z jedilnico pa zavzema nekdanji osrednji prostor stanovanja dnevno sobo. V razmeroma majhnem stanovanju so našli tudi skrivališče za servisno vozlišče, v katerem sta poleg shranjevalnih površin še bojler in pralni stroj. Vse to so skrili v omaro, umeščeno v steno med hodnikom in kopalnico. In se mi zdi, da neka osrednja rdeča nit je ta krožni promet oziroma neka središčna točka, okrog katere se vse zgodi. Tako, ja. Zdelo se nam je fino, da bi lahko, ko si v stanovanju, pač tudi imel to možnost, da vidiš pač po celi dolžini stanovanja. Tu smo ga po eni stranici odprli, tako da vedno, ko si na tej strani bolj pri oknih, imaš možnost pogledati v eno ali pa drugo sobo, oziroma kar čez celo dolžino stanovanja. No, hkrati so se pa prostori med sabo bolj povezali, tako da lahko iz vsega prostora prehajaš v drugi prostor na dva načina. Tako da so prehodni med sabo, oziroma je organiziran neke vrste krožen tloris. In zanimivo, da ste se odločili za en rahlo prekinjen podest, ali kako bi rekel, pult. Ja, v bistvu gre za en tak dolg element, dolg lesen element, v bistvu je konzolno vpet v steno. S tem pa smo želeli v bistvu poudariti prav to linijo, ki je ob fasadi, hkrati pa ga tudi izkoristiti za različne namene. Tukaj je recimo pisalna miza, kasneje je del shrambnih prostorov od kuhnje, pol je del podesta in v spalnici se malo ponovi v bistvu shrambni oziroma tudi neke vrste pisalna miza. Tako da ima več različnih funkcij čez stanovanje. Zanimivo, da ste se odločili tamle pri vhodu uporabiti zaveso. Kakšna je njena vloga? Vhod je oblikovan tako, da ima stekleno steno, ki je originalna. V tej stekleni steni so vhodna vrata, ki so tudi steklena, kar pomeni, da čez dan prihaja svetloba, dosti intenzivna svetloba dnevna v hodnik. Medtem, ko si zvečer pa verjetno nekdo želi zatemniti ta prostor in ustvariti malo bolj intimen prostor, ker prihaja tudi svetloba iz luči oziroma iz hodnika. In se da to stekleno steno zvečer zagrniti z zvočno izolativno zaveso, ki je tudi zatemnitvena. Tudi osvetlitvi prostorov so posvetili ustrezno pozornost. Ker se luči tiče, je pa tako, da so v bistvu res premišljene, izbrane so tako, da so ta osnovna osvetlitev, se pravi stropna osvetlitev, hkrati imamo pa en kup enih teh ambientalnih luči, tako da si lahko čez dan oziroma bolj večer oziroma noč prilagajaš svetlobo tam, ki jo želiš, oziroma bolj intenzivno, manj intenzivno. S temi lučmi si ustvariš neke ambiente. In potem je tu še ta okrogla luč od slovenskega oblikovalca Tilna Sepiča, ki je možno tudi, ustvari neko čisto posebno atmosfero, neke vrste žar oziroma luno ali pa sonce.
Kljub debelim stenam in tlom so ob prenovi na željo lastnice vgradili posebno zvočno izolacijo. Zato so le za nekaj centimetrov znižali strop. Kako ste razmišljali glede barvne palete? Očitno se niste bali intenzivnejših barv. Ne, tu se res nismo bali. V bistvu se nam je zdelo stanovanje dovolj svetlo in tudi hkrati prostorno, da smo se odločili za ene mogoče malo bolj intenzivne barve. Hkrati je pa tudi naročnica, se nam je zdelo, da je dovolj pogumna oziroma da ima neko, ko bi rekli, afiniteto do barv oziroma do materialov, tako nasploh. No? In smo se skupaj z njo čez en kup enih barvnih študij odločili, da gremo v neko tako mogoče malo bolj intenzivne barve, se pravi to zeleno z nekim približkom zlate in lesenimi elementi, tako da je več enih intenzivnih barv v stanovanju. Zeleno barvo je predlagala lastnica stanovanja. Ugotovili so, da se izbrani temnozeleni odtenek lepo ujema s hrastovim parketom in z dolgim jesenovim pultom, ki povezuje prostore ob oknih. In potem je intenzivno obarvana tudi spalnica. No, tu je pa tudi zelo intenzivno obarvana, ker si je tudi lastnica želela nek zelo temen prostor, pa se nam je zdelo, da je ta modra zelo v redu. Seveda po en kup enih poskusih smo prišli do te intenzivno modre in se nam je zdelo, da je fajn, kar greš spat, da se tako moče kot potopiš v morje, v neko modrino, v plavo, se v bistvu umiriš. Z upoštevanjem vseh sestavin, razporeditve prostorov, njihove odprtosti, barv in zvoka so ustvarili vzdušje v stanovanju, ki je lastnici zares pisano na kožo.